Henry Novak je bil britanski državljan star 18 let, ki ga je do smrti zabodel moški Sikh. Ko pa je policija prišla na prizorišče, so ga vklenili in niso poslušali, ko je rekel, da potrebuje pomoč. 9-krat je bil zaboden, policisti pa so dejansko šli do moškega Sikha, ki je trdil, da ga ni zabodel. Svoj čas so namenili njemu, ga nikoli niso vklenili, dovolili so, da je Henry Novak umrl, ker so se bali, da bi jih imeli za rasiste. In zato je celotna Velika Britanija trenutno popolnoma iz sebe, ker se je izkazalo, da je rasizem še vedno zelo glasen, grd in zelo živ. Ampak ne rasizem do islamistov, do migrantov, do temnopoltih, kot so vas skušali prepričati. Ampak v resnici rasizem do ljudi v Britaniji, do belcev, ki tam živijo in so zgradili to državo. Zdaj jih obravnavajo kot drugorazredne državljane in imajo tega dovolj. Zato so ulice Združenega kraljestva v popolnem razburjenju. Medtem ko Keir Starmer in politiki še naprej delajo dobesedno vse narobe, da bi ljudi pomirili glede te zgodbe. Ne delajte si utvar, to je novi George Floyd, le da je nekoliko obratno. Henry je bil nedolžen, bil je vklenjen, zaboden. Policija mu je dovolila umreti, ker jih je bilo tako strah, da bi jih imeli za rasiste. In vsi v Združenem kraljestvu imajo tega že dovolj. To se je dogajalo. Tako jezni protestniki tukaj soočajo policijo v Southamptonu in zahtevajo, da pokleknejo in izkažejo spoštovanje Henryju Novak. Kaj boste naredili? V lisicah, glejte. Morate se zavedati, da bo ta vsebina postala nekoliko nasilna, ker so ljudje res jezni, ogabno. Vsi ste... Ja. Ampak ali je to tisto, kar vsi študirate? Zadovoljite potrebe in pokleknite! Spoštujte Henryja. Vaši policisti so pomagali pri smrti tistega človeka. Vozil sem 4 ure in pol, da sem vas pripeljal sem. Mimogrede, to izpostavlja veliko težavo v Združenem kraljestvu in sicer vse večje nezaupanje v policijo. Ker je za vse to politično zadevo kriva policija, saj morajo pretvarjati, da ne vidijo, kaj se v resnici dogaja. Edino, kar vidijo, je rasa. Ampak očitno v prid islamistom in v prid migrantom. Ljudje so vse bolj in bolj jezni. Se spomnite, ko je bil George Floyd umorjen? Vsi so bili zelo veseli, da so pokleknili, kot izraz protesta. Na to se nanaša samo pokleknite za Henryja Novaka. On je eden izmed vaših in vi bi ga morali braniti, pa tega niste storili. Zato vsaj priznajte. Da imajo ljudje dovolj. Prekleto smo utrujeni od tebe, njega in vsakega policista v enoti. Vaša leva ideologija je vojna in uničuje državo. Siti smo je. Ogabno. Vse, kar počneš, je, da samo stojiš tam. In samo stojiš tam. Aroganten si, pokvarjen si. Vse ti je vseeno. Več policistov. Poglej, ne verjamem v takšno nasilje, ampak razumem, zakaj ljudje dobesedno izgubljajo živce po tej zgodbi. Izgubljajo živce. Dejno! Nehaj to dela! Nehaj! Previdno. Ti pizda! Si v redu? Pazi na glavo. Dej roko. Dobro. Nehaj. Torej, za vse vas, ki ste v zadnjem času spremljali to zgodbo, ste opazili, da je velik del tega, kar skuša Tommy Robertson doseči. On je aktivist, ki resnično spodbuja to idejo o remigraciji. Skuša povedati. Poglejte, vsi mislijo, da smo mi ti rasistični, nasilneži, da smo nasilni, ne dopustimo, da se to zgodi, ohranimo vse mirno. Ampak do določene točke je to vedno težje in težje zahtevati. Za te moške, ki se vedno bolj počutijo, kot da so napadeni, še posebej, ko imajo občutek, da so tisti, ki bi jih morali ščititi, policija, zdaj tisti, ki jim škodujejo. In zato vidimo to zelo slabo in žalostno stopnjevanje nasilja proti policiji. Ampak vse to v resnici nima nič opraviti s sporom med policijo in temi besnimi mladimi moškimi. Gre za popoln propad kulture in ljudi, ki so bili potisnjeni do skrajnih meja. Dovolj imajo. Mladi moški v Angliji imajo dovolj. In zgodba Henryja Novaka to ponovno spodbuja. Nasilje nad policijo, nasilje nasploh je grozna stvar. Toda to, kar zdaj vidimo v Angliji, je ta upor, ta sprememba, ta premik, ta resnična, globoka čustvena reakcija. Dovolj imamo. Priložnostno.
kot da jim je na obrazu. Lahko vidiš, kot da so kiviji ongovi. In očitno je še vedno vroče. Nisem prepričana, na čigavo hišo se tukaj nanašajo. Če je to hiša morilca, potem to zanje trenutno ne bo dobro. Ampak ljudje so besni. Prekleta noč! Kdo je tip v obleki? Če dobro poslušaš, kričijo: ne morem dihati, ne morem dihati, ne morem dihati. Zdaj pa je na spletu cel kup posnetkov, kjer pravijo, da policija ni bila izzvana. Ne mislim, da gre tukaj ravno za pomankanje provokacije. Mislim, da če bi bila jaz policistka in bi se soočala s tem, bi se verjetno tudi jaz obnašala precej stoično, tako kot oni. Ampak spet, tukaj gre za nekaj veliko globljega. Ne gre za te specifične nasilne trenutke. Gre za državo, ki je dovolj, da ji prodajajo laži in jo obravnavajo kot drugorazredne državljane, čeprav so oni prvotni prebivalci Združenega kraljestva. Najprej, vsakemu izmed vas čestitam, ker niste ostali tiho. Čestitam, ker ste prišli. Umor Henryja. O tem govorim že 20 let. Rekel sem, da boste žrtev rasistične tolpe. Torej pakistanski muslimani bodo pretepli belega otroka. Policija bo prišla. Vsakič, ko sem jih videl v svojem življenju, so napadli bele otroke. Vedno napadejo bele otroke. Kar je zdaj ves svet videl, v Henryjevem videu, je tisto, kar vsi že vemo. Da so belci obravnavani drugače kot ne beli. In to smo videli v vsaki posamezni instituciji v naši državi. Ne morem dihati. Jokanje, prošnje. Ali veš, kar je zdaj noro, je to, da ste videli, kako je brat tistega izmečka, ki bi moral biti obtožen oviranja pravosodja. O čem govorijo tukaj, je dejstvo, da je Henry Novak, ko je umiral, govoril: ne morem dihati, zaboden sem bil, ne morem dihati. To je ponovil 9-krat in družina napadalca je bila tam. In v bistvu so rekli: ne, ni rekel tega. Skrili so, kaj se je v resnici zgodilo, pred policijo. In Tommy Robinson je rekel: poglejte, ta človek bo dolgo časa v zaporu, ampak tudi njegova družina bi morala biti, ker so izkrivili pravico. In če bi ti ljudje rekli: ne, bil je zaboden, bi morda Henry preživel. In sporočilo vsem, ki želijo trditi, da so predstavniške skupnosti: spravite tisto preklemansko družino iz Southamptona, oblecite si svoje preklete smokinge. Pojdi naslednji teden v tem mestu po nakupih in pojdi mimo tega. Brat izmečka, ki je omogočil in pomagal pri umoru Henryja, je popoln. Dejstvo, da hodi po ulicah, je noro. Je res malo noro, ampak mislim, da je to tisto, česar se je veliko Britancev bala. Ta občutek neke vrste množičnega nasilja, kot da bodo šli za vsakim, ki si je drznil imeti karkoli s tem. In vsi vemo, da bo zdaj sikovska skupnost trpela posledice tega, kaj ne? Bodo v trgovinah in belci, mladi beli moški, ki so jezni in razburjeni, bodo začeli kriviti njih za vse, kar se je zgodilo s Henryjem. Ironično je to nekako srce parajoče, ker mislim, da je to nekaj, od česar se je Tommy Robinson že dolgo poskušal oddaljiti. Da bi ljudi odvrnil od nasilja, da bi samo dokazal, da rasizem proti belcem ni v redu, da islamizacija ni v redu. In to je ogromen problem. Ampak zdaj vidimo, da je to trajalo predolgo. Vlada je to predolgo dopuščala, policisti so predolgo ravnali malomarno in ljudje so besni. Sram vas bodi. Sram vas bodi. To so oni pred policijsko postajo. Spet izbruh. Bes zaradi vsega, kar se dogaja. Danes smo tukaj zunaj. Kaj naj naredimo glede vsega tega? Ker je to najbolj ogabna stvar, kar sem jih kdaj videl na svetu. Če bi bil to mlad, temnopolti moški, bi bila cela država v plamenih. Bila bi Macphersonova poročila, neodvisno bi jih preverjali. Tisti ljudje tam notri so tvoji sovražniki, niso tvoji prijatelji. Poglejte, vsi vemo, da ima prav, da če bi se kaj takega zgodilo obratno, bi bili ljudje popolnoma razburjeni. In to se je zdaj zgodilo znova in znova. Vedno znova pa se nič zares ni spremenilo. Zato se ljudje združujejo, da bi poskušali vrniti udarec. Ne maram nasilja, nikoli mi ni bilo všeč. Zaradi njega mi je neprijetno. Mislim, da večini ljudi nasilje ni posebej všeč.
Ampak včasih se moramo vprašati, ali obstaja točka, ko sporočilo preprosto ne pride do ljudi, da morajo ljudje res iti na ulice in to dejansko dokazati. Ne vem, ampak ko vidiš, kako se poslanci odzivajo, začneš razumeti, zakaj so ljudje tako jezni. In da bi še poslabšali tako grozno tragedijo, so policisti očitno naredili napake, za katere morajo biti podani odgovori in prevzeta odgovornost. Večina ljudi je na Henrijevo umor, tako kot jaz, reagirala z zlomljenim srcem, bolečino in izlivom sočutja do družine. Še eno mlado življenje je izgubljeno. Nasilje z noži, še ena prihodnost, ki se nikoli ne bo uresničila. Mislim, da ljudje ne razumejo, kako resen je problem nasilja z noži v Združenem kraljestvu. Norost. Vendar pa obstajajo nekateri bolni posamezniki, ki uporabljajo Henrijev umor ne le za širjenje svoje sovražne ideologije, ampak tudi za razdvajanje družbe. To kljub besedam Henrijevega očeta, Marka Novaka, ki je dejal, citiram, ne želimo, da bi se njegova smrt uporabljala za ustvarjanje dodatnih delitev, sovraštva ali napetosti. Sram naj te bo, Nigel Farage, ker si prezrl in osramotil družino Novak. Poglejte, stvar je v tem, ko imaš te politike, ki uporabljajo te dogodke zgolj za politični vpliv, v imenu boja proti tistim, ki jih uporabljajo za politični vpliv. To me moti. Vsi politiki bodo uporabili dogodek Henrija Novaka za politični vpliv. Nigel Farage daje izjave kot so. To ni v redu, glede tega je treba nekaj storiti. Ta človek pa reče, kako si drzne Nigel Farage spodbujati sovraštvo. Narediti bi morali točno to, kar si je želela družina. Naj bom zelo jasna. Družina si je želela, da bi bil Henry živ. Preprosto, enostavno, nič preveč zapleteno. Družina si je želela, da Henry ne bi bil zaboden. Družina si je želela, da bi, ko je bil Henry zaboden, policija to vzela resno in ga odpeljala v bolnišnico, da bi lahko preživel. To je tisto, kar si je družina želela. Zdaj, ko jim je bilo vse to odvzeto, njihov otrok, njihova prihodnost, njihova zasebnost, vse, kar so imeli do tega trenutka, zdaj pravijo, da ne želijo, da bi spomin na Henryja povzročil veliko razdora. In to razumem. Morda si želijo žalovati v miru. Vendar pa politiki tam zunaj, ki glede tega ne naredijo ničesar in ki zdaj te izjave cinično uporabljajo za promocijo svojih lastnih interesov. To so interesi, zaradi katerih je bil Henry Novak sploh ubit. To se mi zdi problematično. Veste, nekdo kot Nigel Farage ali Rupert Lu, ki sta že dolgo časa javno nasprotovala vsemu, kar smo videli, se mi zdi, da imata pravico izpostaviti to zgodbo. Ampak politiki, ki so spodbujali nekakšen smešen rasizem proti belcem, kot je ta tip, kot je Keir Starmer, nimajo pravice reči, da moramo zdaj vsi poslušati Henrijevo družino. Če bi zdaj poslušal Henrijevo družino, ne bi bil mrtev. Je res? Ni preveč zapleteno? Mislim, da ne. In spet tukaj so. Imamo Shabano Mahmood. Presenečenje, na kateri strani zgodbe je ona. Poskuša igrati vlogo žrtve za policista. On je bil. Na spletu so ga napačno identificirali in je bil deležen groženj s smrtjo. Bil je prisiljen preseliti se, da bi zaščitil sebe in svojo družino. Dezinformacije in vnetljivi komentarji še dodatno poslabšujejo že tako grozno situacijo. V redu, torej zdaj namesto, da bi govorili o Henrijevi družini ali kaj podobnega, pravi, ena od policistek je bila napačno prepoznana. On dejansko ni bil na kraju dogodka in zdaj je njegovo življenje popolnoma uničeno. Zelo mi je hudo za tega policista. To je katastrofa. To se ne bi smelo zgoditi nikomur. Vendar pa, zakaj je to tvoje izhodišče? Ker upaš, da boš s tem preusmerila pozornost od dejstva, da so tvoje politike, notranje ministrice Shabana Mahmood, bile slabe za mesto in za državo. Mimogrede, Keir Starmer pravi, da ne bo odstranil izjeme, ki Sikhom dovoljuje, da pri sebi nosijo velike ceremonialne nože. Medtem pa so Angležinje kazensko preganjane, ker po noči na ulici pri sebi nosijo navaden solzivec. To je resnična zgodba. Ženske v Angliji ne smejo nositi solzivca, medtem ko dovoljujejo, da ti Sikh moški nosijo nože. Spet, vse skupaj je zapleteno. Bi morale biti proti policiji, bi morale biti za policijo, bi morale biti proti religijam, ki ljudem dovoljujejo, da nosijo nože. Ali bi morale razumeti, da je to to? To ni nekaj, kar bi bilo enostavno ugotoviti, ampak to je izbira, ki ostane. Znova in znova. Reakcija Nigela Faragea. Mislim, da je reakcija Nigela Faragea napačna reakcija. In začnem svoj odgovor na vaše vprašanje z vidika družine. Povedali so, da nočejo, da bi se to razpihovalo. Preživeli so najbolj izjemno grozno izkušnjo.
Nočejo, da bi se to razpihovalo. Nočejo, da bi bil Henry mrtev. In ti, Keir Starmer, si odgovoren za to zaradi tvojega dvotirnega sistema. In ko se odločiš spregovoriti, je to zato, da greš proti svojemu političnemu nasprotniku. To imam v mislih. Ko imaš politike, ki niso pripravljeni odstopiti od tega, da bi vse skupaj izkoristili za promocijo svojih političnih interesov, ampak bi dejansko govorili o tem, kar ljudje potrebujejo slišati, potem nekako izgubljaš. Preprosto nekako izgubljaš. Kakorkoli, to je trenutno stanje. Združeno kraljestvo je nekoliko v plamenih. Ljudje so res besni. Keir Starmer je še naprej en velik bedak. Policijsko nasilje se bo samo še stopnjevalo, prav tako nasilje nad skupnostjo Sihov in nasilje proti priseljencem, ker imajo ljudje dovolj. Takšno je trenutno stanje. Upajmo in molimo, da se spomin na Henryja dejansko uporabi za dobro, da se Združeno kraljestvo zavedno spremeni na bolje. In da to ne postane le nasilen spektakel brez pravega razloga, kjer ljudje delujejo rasistično, ampak da gre za pametno odločitev, ki pomaga Združenemu kraljestvu, da se reši pred samim seboj. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.